Sem našla v bistvu že dve besedi za razlago. Ples v vodi, to ponavadi najbolj opiše. Umetnostna plavalka potrebuje očala, kapico in kopalke. Najlepši del umetnostnega plavanja je, ko delaš figuro. Drugačne, glede na to, da smo obrnjene na glavo, zaradi tega tudi kdaj pri kakšnih premikih desno ali pa levo Sem našla v bistvu že dve besedi za razlago. Ples v vodi, to ponavadi najbolj opiše. Umetnostna plavalka potrebuje čepek, očala, kapico in kopalke. Najlepši del umetnostnega plavanja je, ko delaš figuro, to je tisto z nogami, pa ful so mi všeč tudi dvigi. Kakšne stvari so malo drugačne, glede na to, da smo obrnjene na glavo, zaradi tega tudi kdaj pri kakšnih premikih desno ali pa levo nastane zmešnjava. Moj cilj je nekako doseči čim više rezultate na mednarodnih tekmah, ki se jih zdaj vse bolj pogosto udeležujemo. Ko nastopamo, moramo imeti enake kopalke, pa lahko imamo ali fige, ali imamo pa kakšne kapice prav posebne, ki se ujemajo s kopalkami. Pa med nastopi ne smeš imeti očal, zaradi tega, da se bolj živi mimika, imaš pa lahko čepek. Začnemo že en mesec pred tekmovanji delati kakšne figure brez očal in pa se tako lažje navadimo. Sem lani prišla v reprezentanco, pa zdaj se tudi sodelujemo v večjih koreografijah, kot so recimo solo, v duetu in v skupinskih. Kot tekmovalka je zelo težko fizično in psihično. Kot trenerka pa potrebujem tudi veliko energije, zato ker je vsaka punca malo drugačna in da uskladimo 8 punc v enoto je kar zahtevno. Trenerka je ponavadi stroga, tako kot je bila danes. Mislim, da je njen pristop res zelo dober, tudi veliko uživamo, zelo se poklopimo, pa vedno lahko še kaj vprašamo.